Živijo, jaz sem Katarina Primožič-Ramoveš, vodim področje ljudje in kultura in marketing v podjetju NIL. Živijo, jaz sem pa Robert Turnšek, v podjetju NIL vodim tehnološko strategijo. Na NIL-u smo izredno ponosni, da je sodelovanje tisto, ki nas vodi do zavidljivih rezultatov. Nekako smo vse skupaj ubesedili v slogan IT izboljšuje življenje. In če želite zvedeti, kako se lotevamo dela na daljavo, preverite naš video. Delo na daljavo je bilo v naši družbi organizirano že prej. Trenutna situacija pa nas je vodila, da smo to majčkeno prilagodili. V ospredju smo seveda imeli fokus na varnost naših zaposlenih, osredotočenost na stranke, pa zagotovitev neprekinjenega poslovanja, ker od tega živimo. Po drugi strani se zavedamo, da je potrebna socializacija in nekako smo pa pri tem upoštevali tudi mnenje naših zaposlenih. In meni je bilo to super, da smo na nivoju vodstva pripravili posebno anketo, kjer smo vprašali za mnenje zaposlene in rezultate implementirali potem pri pripravi tega samega sistema. To je kot je že Katarina rekla, je to pripeljalo do tako imenovanega hibridnega modela, kar je v našem primeru pomenilo to, da smo rekli 2 dni na teden bodite v službi, 3 dni pa delite od doma, pa probajte se nekako tako razdeliti, da če vas je 8 v pisarni, da niso 8 hkrati v pisarni, da probajte nekako biti v tem razmerju tudi. Za nas je bilo to dosti lažje, ker je tudi način dela že odprej bil tak, da smo že tudi prakticirali oddaljeno delo, ne samo delo od doma. Jaz sem recimo zadnjič delal v dizajnu štrige, smo bili pač tam. Sem se za eno uro v en kot umaknil in je v bistvu bilo dosti lahko. Plus oprema pa nas je taka, ker smo IT firma, da je vsak zagrabil svoje svoj kos opreme in tako oddaljeno delo. Pri sami organizaciji dela na daljavo in načina, kako smo se tega lotili, je meni res zelo veselje, da smo res pri tem sledili našim vrednotam. Namreč celostno smo se lotili celega procesa in pri tem so sodelovali tako CT Office, HR, IT in pa tajništvo. Pogledali smo celostno, kako nam bo to vplivalo na našo organizacijo dela in iz tega ne samo, da smo organizirali delo na daljavo in zelo optimizirali celoten proces, povezali smo ga z novo aplikacijo za parkirišča, povezali smo ga z uvedbo virtualne recepcije, tako da zdaj posledično smo optimizirali tako stroške kot tudi same procese. In ta sodelovalna kultura se mi zdi, da je v tem procesu res prišla na plano in tudi sam sistem vzajemnosti temelji pravzaprav na tem sistemu, ker recimo parkirišča se zdaj lahko uporabljamo čisto vsi, ker imamo omejeno število, plus to, da jih imamo zdaj na voljo celo manj, ker so vedno v obtoku. Tako da je celosten sistem bil pravzaprav zelo v redu. Z mojega stališča bolj tehničnega, če gledam, je bilo zanimivo to, da smo, kot je že Katarina rekla, relativno hitro tudi malo gadgete povezali, tako reči. V bistvu naredili smo okrog enega meseca, smo imeli relativno napisano aplikacijo, zato smo lahko parkirišče šerali. Prva ideja je bila zame grozna, ki je bil v bistvu, dajmo imeti Excel za to, kot ponovadi za vse stale stvari, in smo rekli, ker imamo programere, dajmo mi pravi to narediti. To je bilo recimo dobro, Kakšna slaba stvar, ki je bila, v bistvu ki si že dolgo doma porajtaš, da rata malo naporno, če to se naporno žlogo sliši, da je fino, rata malo mečkaj naporno biti skozi doma, ker enostavno še težje ločuješ med kdaj si v službi, pa kdaj si doma. To je bilo, rečemo, te slabe, ker še vedno malo naslavljamo. Ja, ampak pol pa z tehničnega vidika, zato ker recimo zelo nam je pomemben tudi feedback zaposlenih, kako oni vidijo, kako jih zadeva podpira pri njihovem delu. In konkreten feedback je bil, Katarina, mečkaj malo pogledajte, kako je zdaj to zintegriran z Outlookom, zdaj se pa ne vidi, da delamo od doma, ker ste to črtali, tako da moramo zdaj tudi to nasloviti in se stvar neprestano nadgrajuje. Tako da zelo je pomemben feedback, zelo je pomemben, kako stvar funkcionira in tukaj pač skozi sodelujemo z vsemi zaposlenimi. Pri vzpostavitvi dela na daljavo se mi zdi, da smo bili najbolj uspešni zaradi tega, ker smo sledili temu, kar NIL v svojem bistvu je. In to je, da znamo sodelovati.
V tem procesu namreč so sodelovali različni oddelki, področja in pa tudi vsi zaposleni. In hibriden model je bil rezultat res skupnega efforta in to se mi zdi najbolj pomembno. V bistvu je pri nas bilo oddaljeno delo, samo nadaljevanje tistega, kar smo že zdaj počeli, ker pri nas je kar dosti naših sodelavcev iz Slovenije. In za njih je bilo to oddaljeno delo nekaj normalnega. Ne? Smo pa ugotovili zdaj, vsaj mi, ki smo tukaj v Headwaterju, smo pa ugotovili eno kruto resnico, ki so oni se nam skozi dali vedeti že prej, da se počutijo majčkeno odrinjeni. In zdaj smo to videli, kaj to pomeni. Prej nismo razumeli, vsaj jaz osebno nisem razumel. In je to, da v bistvu, recimo, če imamo sestanek, mi dva smo tle v pisarni, nekdo je pa na oddaljeno dela, se mi tle prej sporazumemo, sploh če se več kot tisti človek, ki tam razumemo. In to je ena stvar, ki jo zdaj mogoče razumemo in tudi naslavljamo. Ja, tako da z tega naslova je res sodelovanje dobilo čisto en drug pomen in je tudi drugačna nijansa pri delu na daljavo v kontekstu sodelovanja. Kar pomeni, da tudi če smo vsi v headquarterju, zaradi tega, ker razumemo, kaj to pomeni, se vsi priklopimo virtualno, tudi če smo v pisarni. Delo na daljavo ima svoje izzive, ki jih skušamo naslavljati neprestano. Eden od njih je tako zelo pomemben, pa mogoče se ga ta trenutek še ne zavedamo, ocenjujemo pa da je izrednega pomena, predvsem srednje dolgoročno, in to je, da pri delu na daljavo bistveno težje ločimo poslovni pa zasebni svet. Tudi mogoče težje naslovimo neke naše osebne potrebe. In to lahko vodi do neke izčrpanosti, mogoče do nekih zdravstvenih izzivov in to recimo je eden izmed večjih izzivov, na katere bomo mogli biti pozorni vsi. Drugi izziv, ki ga jaz vidim, je ta, da vodenje remote timov je čisto popolnoma nekaj drugega kot vodenje 1 na 1. In tukaj se mi zdi tudi zelo pomembno, da je potrebno imeti res strateški pristop pri opolnomočenju vodij v tej novi realnosti. Tretji izziv je dosti organizacijski in povezan s tem, v kakšnem pravnem sistemu smo. Tako da ja, kar nekaj izzivov je v kontekstu priprave dela od doma oziroma dela na daljavo. Imamo kar nekaj pravnih omejitev, ki jih je treba nasloviti. Mi na primer smo morali v celoti prenoviti interna pravila, pripravili smo posebne smernice. Tukaj sem vesela, da zelo dobro sodelujemo z VD-jem, našo pooblaščeno medicino dela, ki nam pri tem pomaga, in smo v bistvu tudi ta priporočila s kontrolnim seznamom za varno delo doma ustrezno z njimi pripravili. Ampak tukaj še vedno kar nekaj stvari, ki se mi zdi, da nikoli ne vemo, a so pravilne, a bi bilo lahko še kaj boljše. In tudi tukaj je pomembno, da smo fleksibilni, da sodelujemo z zaposlenimi, da komuniciramo in v bistvu, če nekdo ne more iz osebne situacije organizirati dela na daljavo, da pač temu prisluhnemo. Jaz bolj povedal, kot z tehnološkega stališča, v bistvu je en glavnih izzivov je, kako zagotoviti oddaljeno delo, da je približno enako vredno temu, kar imajo ljudje v službi. Zavedati se je treba, da v bistvu vsi nimajo dosti velikih stanovanj, hiš in da delati od doma 8 ur na dan iz kuhinjske mize, kakšen dan še gre. Ni pa to, da boš to 3 dni na teden delal, pa to v naslednjih nekaj mesecev. To je ena stvar, kar se opreme tiče, smo naredili relativno srečo, ker smo že prej vsak zaposlen ima prenosnike. Smo se pa srečali recimo s takim banalnostmi, službeno vsak še monitor, kaj zdaj narediti, ne smo rekli, da dan ga odneste. Zdaj, na začetku je bilo to, zdaj na dolgi rok bomo verjetno, ker se bo to zgledalo kar prijel, bomo verjetno sem še kupili dodatne monitore za doma, kaj ni tak strošek, in so bili to, da so res vsi dobro sprejeli delo oddaljeno delo. Jaz bi pa izpostavila še en vidik, to nas je pa naš pooblaščeni inženir za informacijsko varnost opozoril, tudi povečalo se je število nekih dogodkov, ki bi lahko pomenili IT incident. Tako da z tega vidika, ker imamo interni varnostno operativni center, je bilo to kar ena zelo pereča točka, ki smo jo naslovili, tako da smo ponovili tudi z internim izobraževanjem, kako zagotavljati IT varnost doma oziroma na daljavo. Tako da to je bil potem tudi zelo en velik del izzivov, ki smo jih zaznali pri organizaciji.
Ja, treba je poudariti to, da je službeni računalnik je službeni računalnik, domači računalnik je domači računalnik in da ne bi popoldne otroci igrali igrice na službenem računalniku pa počeli nekaj, kar ne paše prav. Mi smo recimo oddaljeno delo videli že smo se trudili ga več pelati že 5-6 let nazaj, ko so prvič prišli taki video sistemi, kot jih imamo tle v sobi, če ga verjete ne vidite, ampak je bilo že takrat, nam se je to normalno, ne, ker recimo pri nas dosti potujemo, ne, recimo 10-15 tednov na leto je pri nas čisto relativno normalno za nekega tehnika, da potuje, ne. In ko se recimo v nedeljo, v petek vračaš na Frankfurtu za Ljubljano, pa veš, da boš v nedeljo spet na tem letališču, ampak v drugo smer rečeš, tega Frankfurta imamo pa že poln kufer. In že takrat je prišla pri nas ideja, da v bistvu dajmo to oddaljeno delo najprej omogoča tistim, ki da bojo manj potovali. Zdaj, na neko lokacijo enkrat, dvakrat je fino iti, ker greš pa 10-tič, pa rečeš, ta lokacija mi pa ni več všeč, ne. To je bilo že, v bistvu mi se s tem že dolgo ukvarjamo, ampak enostavno nismo s to idejo uspeli prodreti na trg, to, kot smo mislili, da bo šlo. Zdaj s to situacijo pa mislim, da so ljudje enostavno gotovi, ne. V bistvu, ja, saj je fajn iti enkrat, dvakrat na lokacijo, potem pa lahko jaz to delam remote delam. Zakaj? Ena stvar, ki je tudi druga, ne. Če se mi hočemo na nekje dobiti, vsi na sestanku, se nas spet mora organizirati, je to dolgotrajen proces in rabimo mesec, dva, da se zmenimo. Če se pa rečemo, zmenimo se prek nekih video sistema, je pa to lahko v 7 uri, ne, in je hitrost odzivanja na spremembe, na dogodke veliko hitrejša, ne. Druga stvar, ki je bila tudi pri nas skozi, pri nas imamo minimum ur za štempljati, imamo fleksibilni delovni čas, ne. Načeloma pravimo, da delo mora biti opravljeno, a je delo opravljeno ali ni, beležimo na druge načine, ne, s tem, da vidimo v bistvu rezultate. In omogočamo že od nekdaj tudi to, da lahko ljudje delajo, eni pač raje delajo ob 2 zjutraj. Marsikomu je to čudno, temu človeku pa to odgovarja in takrat najbolj produktiven. In bo od 2 do 5 zjutraj naredil več, če ga silimo, da bo od 8 do 4 delov, ne. To je druga stvar, ki recimo delo nadaljavo omogoča. Tretja stvar je pa da v bistvu, predvsem tisto, kar sem mogoče že prej rekel, hitrejša odzivnost na spremembe, ne. Ker je po en stran pakt s hudičem, ne, ker če se v bistvu pravimo hitrejša odzivnost, pomeni, da dan, služba nekak 24-urni dogodek, kako se bo to reševalo, po moje bolj vprašanje za netehnične ljudi, ne. Meni je fajn, da sem lahko 40 ur na dan, ampak včasih tudi malo družinsko življenje trpi, ne. Zato pa imamo HR, da skrbi za to, da zaposleni razumejo, oziroma da organizacije razumejo, da je potrebno ločiti in da je potrebno temu nameniti samo omejeno število časa. Ja. In seveda tudi ta sistem, ki smo ga vzpostavili, hibriden, pravzaprav izhaja iz tega, tako da tle smo res dosledno sledili tem pravnim okvirom. In je treba vse te izzive, ki jih posamezniki imajo, ali pa želje po res zavzetem delu in fokusu na tehnične reševanje izzivov, enostavno pač zelo individualno reševati, no. Tako da jaz tudi vidim, da konkretno za njih bo hibriden model zagotovo obstal, glede na feedbacke ljudi ga bomo zagotovo tudi nagrajevali. Kar se tiče prihodnosti, jaz sem prepričana, da bo vedno več organizacij videli pozitivne učinke dela na daljavo. Jaz tukaj vidim tudi izredno velik vpliv v pozitivnem smislu na okolje. Tudi mi smo se zavezali, da želimo delati stvari res na pravi način in zato spodbujamo tudi delo na daljavo, ker je seveda vpliv na okolje s tem bistveno manjši. In to se mi zdi ključnega pomena neke zavedne organizacije, da pač tudi temu sledimo na to področje. Čisto za konce pa še vedno, ne, delo na daljavo fajn, ne, ampak posel še vedno delamo ljudmi med sabo. Človek s človekom dela posel, ne. In vsake toliko cajta se je pa treba videti v živo, ne. In če bi imeli 100% delo na daljavo, je pa kaj to firma razpade na enotkovce zaposlenih, ker pa to ni to, tle ni dodane vrednosti, ne.